Najlepša hvala za predano besedo. Vprašanje, ki ste ga zastavili, je zelo široko. Tudi smo ga poskušali danes nasloviti in najti odgovor. Dejstvo je, da niso vse odločitve v življenju vedno čustvene, nekatere so racionalne, druge pa tudi ne. Ekonomska realnost je ponavadi zelo racionalna, ampak jaz iz tega ne bi nekih preveč konkretnih zaključkov vlekla ven. Rada bi zdajle na tem mestu samo povedala, da se najprej zahvalim vsem, ki so zdajle sodelovali v tej zanimivi razpravi. Vaša mnenja o aktivnostih in pristopih, potrebnih za odpravljanje neenakosti spolov na trgu dela, smo vzeli na znanje. Zahvaljujem se tudi prejšnjim govorcem za vse zanimive prispevke, ki so v današnjih predstavitvah naslovili oziroma osvetlili trenutni položaj upokojencev in upokojencev. Predstavili so prihodnje projekcije, pokojninske vrzeli in predstavili naš trg dela in pokojninski sistem in tudi seveda vzroke za nastanek plačne in pokojninske vrzeli med spoloma. Kot ste že sami izpostavili, brez poznavanja položaja žensk na trgu dela in posledic trenutne epidemije COVID-19 ni možno načrtovati prihodnjih ukrepov in politik za odpravo neenakosti med spoloma na trgu dela in posledično pokojninske vrzeli. Delovna aktivnost žensk na trgu dela je še vedno nižja od delovne aktivnosti moških, njihove plače so v povprečju nižje od moških plačil, poleg tega ženske opravijo več neplačanega skrbstvenega dela, kar se vse odraža tudi v manjšem številu njihovih delovnih ur. Vse to skupno vpliva na pokojnine in ohranja pokojninsko vrzel med spoloma. Za zmanjšanje pokojninske vrzeli med spoloma je torej ključna odprava neenakosti na trgu dela. Ženske in moški morajo imeti enake možnosti in enake izbire, ko vstopajo na trg dela in ko se njihove karierne poti razvijajo. Kot je bilo pa v sami zaključni razpravi izpostavljeno, kaj bi bilo potrebno storiti za odpravo neenakosti, lahko strnem v 3 točke. Nekaj lahko storimo na osebnem nivoju, s tem, da se sami zavedamo, da se tudi sami informiramo, da se tudi dekleta pred vstopom na trg dela dovolj zgodaj začnejo zanimati, kakšna bo njihova karierna pot, kako bo njihova plača napredovala skozi življenje, kaj vse vpliva na plačilo, ki ga prejmejo iz dela. Nekaj lahko storimo na družinskem nivoju, kot je povedala že gospa Maruša Gortner, in sicer poskušamo vzgajati svoje otroke v sistemu, ki odpravlja spolne stereotipe in vzpodbujamo njihov potencial, vzpodbujamo njihov osebni razvoj. In seveda kar precej se da storiti tudi na družbenem oziroma sistemskem nivoju. Tukaj ste opozarjali in smo opozarjali na ukrepe za vključevanje žensk in mlajših žensk na trg dela, potem ukrepe za zagotavljanje skrbi za starejše, da ne pade vse skrbstveno delo samo na ženske članice v družinah. Potem seveda na sistemskem nivoju lahko naredimo kar precej za informiranje vseh, ki vstopajo na trg dela. Lahko delamo tudi na tem, da sprejemamo ukrepe, ki zmanjšujejo plačno in posledično pokojninsko vrzel. Lahko se trudimo in trudili se bomo za odpravo segregacije, tako v izobraževanju kot na trgu dela. In pa seveda, kar je še posebej pomembno v luči COVID-19 in v luči prihodnjih projekcij, trudimo se, da bi skrbstveno delo bilo urejeno tudi na sistemskem nivoju in da bi za starejše znali poskrbeti z družbenimi in sistemskimi rešitvami in ne zgolj s prepuščanjem le-tega na nivoju družine. Za konec bi še dodala, da nam Evropska strategija enakosti spolov 2020-2025, Evropska socialna listina in Evropski steber socialnih pravic dajo dobro podlago pri pripravi naših ukrepov, ki so namenjeni odpravi neenakosti na trgu dela in plačne in pokojninske vrzeli med spoloma. Vendar, kot je rekel minister v uvodnem nastopu, naše delo bo uspešno le v sodelovanju s številnimi drugimi deležniki, vključno s strokovnjakinjami in strokovnjaki iz različnih inštitucij,
ter s socialnimi partnerji. Današnja konferenca in projekt Moje delo, moja pokojnina predstavljata pomemben prispevek k odpravljanju pokojninske vrzeli med spoloma in k doseganju večje enakosti spolov. Na tem mestu se še enkrat iskreno zahvalim vsem govorkam in govorcem, vsem sodelujočim na projektu in seveda udeleženkam in udeležencem današnje konference, ki nas spremljate preko spleta. Hvala vsem za vašo pozornost, hvala gospe moderatorki za zelo dobro opravljeno delo, hvala tudi agenciji Promo, ki je danes skrbela za vse tehnične in druge logistične stvari. Hvala tudi vsem mojim sodelavkam, ki z trudom in energijo vrtite naše področje naprej in upamo, da z majhnimi koraki prihajamo do večjih sprememb. Hvala lepa vsem.